Včasih prehude so skrbi in teža bremena me oslabi. Takrat mi ponudiš svoj napoj. O Marija, kako želim biti zastonj. V sobici sam sem, čas mi beži. Kot v tebi svička gori. Ta lučka mi pravi, da si z menoj. O Marija, kako želim biti zastonj. Tvoj sam preden ponoč mine, preden mesec zažari. In karosa zjutraj neonovo jutro prebudi. Tvoj sam sreči nebo, poka srce mi hrapeni. In v veliki modlitve do večnosti. Tvoj sam preden ponoč mine, preden mesec zažari. In karosa zjutraj neonovo jutro prebudi. Tvoj sam sreči nebo, poka srce mi hrapeni. In v veliki modlitve do večnosti. Kjer me čakaš ti? 20. dan šmarnic, ko zvemo, da je Marija tudi naša mamica. Peter se je pogovarjal s 4 evangelisti. Povedali so mu, da jih je pri pisanju navdihoval Sveti Duh. Zato je Peter poklical tudi njega in izvedel, kako je bilo na binkoštni dan. Evangelisti so mu povedali, da je bila takrat z apostoli tudi Marija. Pozdravljen, Peter, je spregovorila Marija, še preden je deček lahko odprl usta. Sem se že bala, da se z menoj ne boš nič pogovoril, pa tako lepo smo skupaj peli zadnjič, kaj? Prisrčen nasmeh je zasijal na Marijinem obrazu, kot da se je zlato z obleke prelilo na njena lica. Ja, res, saj deček v zmedenosti ni vedel, kaj naj odgovori. Marija pa je že spraševala naprej. In kako je doma? Sta očka in mamica še huda? Ste se kaj pomenili? O, smo, zdaj je vse v redu, je potrdil Peter. Čeprav se mi zdi, da ju preveč skrbi zame. O, to pa je tako, se je zasmejala Marija. Taki smo pač starši, vedno nas skrbi. In očka bo očka in mamica vse življenje. Tudi, ko bo že odrasel, ju bo skrbelo zate, ker te imata rada. Je tebe tudi skrbelo za Jezusa? Je zanimalo dečka. Seveda me je skrbelo, sploh ko sem zaslutila, kaj ga čaka. Vse bi dala, tudi svoje življenje, da bi ga lahko obvarovala. Da bi mu prihranila bolečino in trpljenje, ki ga je čakalo. A globoko v sebi sem vedno čutila in vedela, da je poseben, drugačen, da ni samo moj, da je Božji, da je tako prav in da tako mora biti. Peter je videl, kako je senca žalosti Mariji za trenutek spodrinila nasmeh z obraza. In žal mu je bilo, da je s svojim vprašanjem prebudil žalostne spomine. Marija pa se je že spet smehljala. In ko je visel na križu, mi je rekel: Ne joči, Marija, glej, zdaj je ta tvoj sin. In pokazal je na Janeza. A jaz sem vedela, da ne misli le njega, da ne bom zdaj mati le Janezu, ampak vsem. Kako, vsem apostolom? Ni razumel deček. Ne le vsem apostolom, vsem, se je zlato spet razlilo po Marijinem obrazu. Vsem ljudem, na vseh koncih sveta, do konca sveta. Potem si tudi moja mamica, je veselo vzkliknil Peter. Seveda, jaz sem tvoja nebeška mamica
in Jezus je tvoj brat. Ampak čakaj, seveda, se je odpletla misel v mali glavi. Pavel mi je prej govoril, kako s krstom postanemo člani cerkve, deli enega telesa, katerega glava je Jezus. Torej smo vsi krščeni na nek način Jezusovo telo. In ti, ki si Jezusova mati, si prav tako res tudi naša mati. Da, je preprosto odgovorila Marija. In ker sem Jezusova mati, sem tudi mati cerkve. O, je priznal deček, moja glava je premajhna za take misli. Marija se je zasmejala. Veš, glava bo vedno premajhna. Pomembno je, da je srce dovolj veliko. Ja, tudi Sveti Duh je rekel, da bom nekoč morda razumel, je pokimal mali. Saj veš, kdo je Sveti Duh, kaj ne, Marija? Saj si bila z apostoli, ko je prišel kot ogenj in vihar. O, seveda, se je zasmehljala Marija, saj sem mati cerkve. Bila sem zraven, ko se je rodila. A jaz sem ta ogenj in vihar poznala že odprej. Res? Je bil začuden Peter. Kako to? Ko me je obiskal angel in mi povedal, da bom postala Božja mati, da bom rodila Jezusa, in ko sem rekla, prav Bog, naj se zgodi, je prišel nadme Sveti Duh in me objel, podobno kot malo prej tebe. O, ja, bilo je čudovito, noro neverjetno, je zažarel mali. Marija je nadvse nežno pogledala dečka, da se je temu zazdelo, kot da bi ga božala. Veš, Peter, zelo prijetno je klepetati s teboj in nikar ne misli, da te podim iz cerkve, ampak ura je res že pozna in doma jih utegne skrbeti, kje si spet. Je nebeška mamica sočutno pomislila na zemeljsko. Takšni so pač starši. Seveda, hvala Marija, nasvidenje, saj še pridem. Je Peter pomahal slovo Mariji in evangelistom ter skoraj stekel po cerkvi. Pri vratih pa se je le spomnil. Lepo se je pokrižal z blagoslovljeno vodo in se s poklekom poslovil še od Jezusa v tabernaklju. Dragi otroci, skupaj zmolimo še sklepno molitev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes se je Peter prvič pogovarjal z Marijo. Povedala mu je, da je Marija tudi naša mati, da je mati cerkve. Jezusa je spremljala skozi celo njegovo življenje. Prosimo danes našo mati Marijo, naj tudi nas spremlja na poti našega življenja in se ji izročimo. O gospa moja, o mati moja, tebi se vsega darujem, da se ti v danega skažem, ti danes posvetim svoje oči, svoje ušesa, svoja usta, svoje srce, sebe popolnoma vsega, ker sem torej tvoj, o dobra mati, varuj me in brani me, kakor svojo last in posest. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pa lahko noč. Zapisal si ga svojo dan.